Smo v gostilni gostišča Jezero v Zbiljah, z mano je gospa Danica in pripravila bova tisto jed, po kateri je bil znan Slavkov dom, sedaj pa je znano tudi to gostišče, bikova jajca. Predlagam, da kar začneva. Kakšen je pravzaprav postopek? Kje se dobi jajca? Je to taka stvar, ki se jo da kupiti v velikih količinah? V bistvu postopek je enostaven, je pa to stvar, ki se dobi skoraj v vsaki mesnici. Glih v kolikšnih količinah ne vem, verjetno pa lažje v manjših kot večjih. Vi ste pravzaprav tista v Medvodah, ki je popularizirala to jed. Od kdaj pravzaprav vi že pripravljate bikova jajca? Od leta 1975. Začeli ste na Slavkovem domu. Na Slavkovem domu. Ja. Pravzaprav vsakdo pozna Slavkov dom potem po bikovih jajcih. Ja. Vi ste rekli, da ste ta recept prevzeli pravzaprav? Mi smo ta recept prevzeli leta 1975, takrat smo prišli tudi na Slavkov dom in potem smo teh bikovih jajc kar veliko prodali. Zdaj pa malo nadaljujemo s tem naprej v tem gostišču, ampak je pa potrošnja manjša, kot je bila na Slavkovem domu, ker tle so pa pač pomembne druge, mislim, bolj pridejo do izraza druge stvari, kot so na primer, povem, ribe. Tukaj imate precej široko ponudbo rib, pa ne tako sladkovodnih, kljub temu, da ste ob sladkovodnem jezeru, ampak precej morskega. Precej morskega, ja, to je pa tisto, povpraševanje, a ne? Veliko ljudi je, ki imajo raj morske ribe in potem smo pač šli kar v široko ponudbo morskih rib. Imamo pa tudi postrv, seveda, to so pa tudi, v bistvu so ribe dnevno sveže, ali pa na 2 dni rečemo največ, a ne? Odvisen, koliko se prodajo, a ne? Moram reči, da se morske skoraj več prodajajo kot postrv. Sladkovodne. Ja. No, danes, kot sva že omenila, takole delamo bikova jajca. Je kakšen poseben način, je boljše, da so sveža, bolje, da so, ne vem, zmrznjena, pa potem otajana? Je kakšna skrivnost? Ne vem, skrivnost najbrž da ni, ampak vsekakor so bolj sveža, ne? Sveža se lepš lupijo, boljši je okus in tudi kosi ostanejo veliko lepši, a ne? Drugač priprava je pa tako kot vsako drugo pohano meso. Olupiš, narežeš, posoliš, je pa skrivnost ena začimba, ki jo ne bom povedala, pa drugač pa sol, pa paniranje, to. Zdaj imamo to pripravljeno, zdaj pa lahko to še spečemo. Olje imamo vroče. Tako. In to je tudi zelo hiter pečen. Par minut pa imamo gotovo. To je hitrej, kot zrezek ali pa karkoli pečen. Kaj bi rekli recimo ljudem, ki imajo predsodek bikovih jajc, pa res ne bom jedel? Kaj bi rekli njim? V bistvu je dosti ljudi, ki pravijo, da so to, da jih spominja na jetrca, no. Da je okus potem, po moje, da ne mora biti slab, a ne. Edin marsikšen reče jajca, a ne. Se reče prašniki, čeprav smo včasih rekli, prašnike imajo metuljčki pa rože, a ne. Drugač pa veliko ljudi reče prašniki, a ne. To se pravi, če bi našim gledalcem svetovali, kako narediti doma, tako kot ste lepo naredili, narezali, tako jajce prerežeš po dolžini, ga lepo slečeš, potem narežeš na polobarčke, ne predebele, ne pretenke, posoliš, olje mora biti pa vroče, mora biti pa res vsaj 180 stopinj, ne? Ker to se ne sme dolgo peči, to se hitro speče, a ne? Toliko, da gre voda ven, pa so že pečena. Rekli ste, da povpraševanje po teh jajcih ni tako kot na Slavkovem domu. Ne. Pa vendar pa ljudje vedo, da se jih da tukaj dobiti. Ja, vedo, ker imamo še tudi neki stran pod gor, tako da ne smem reči, da ne gredo nič bikova jajca, veliko manj pa, ker so šle gor. No, takole.
To je to. To je to. Zdaj pa to lahko magatkrat takole stresemo noter. Hvala. Tako predlagam, da tole mojstrovino gostišča Jezero probava. Probamo, kaj smo spekli. Kaj ste spekli? Ja. Super. Evo, dober tek.